gospode, dragi kolegice in kolegi, veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na že drugem rednem mesečnem predavanju v letošnjem letu. Predvsem pa lepa hvala, da ste si kljub vse zame katastrofalnim subarktičnem vremenu vzeli čas in se prebili do Arhiva Republike Slovenije in sicer na Zvezdarski 1. Zdaj, zakaj poudarjam Zvezdarska 1, kot vidite, tema današnjega predavanja je številčen hiš po konskripciji konec 18. stoletja. Današnja tema posega tako na področje modernizacije družbenega življenja, kot tudi na nek način na področje vojaške zgodovine, kar je pa čisto in novo naključje, trenutno ozračje na področju slovenske vojske in politike nima za današnje predavanje pravzaprav nič in da nismo načrtovali ne poročila negativnega in tudi ne današnjega predavanja. Sem pa zelo vesel, da lahko pozdravim našega današnjega predavatelja, dr. Andreja Studna, raziskovalca, zgodovinarja, ki pravzaprav ne potrebuje posebnega uvoda in predstavitve, zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, ukvarja se z raznovrstno zgodovino, ki pravzaprav posega na področju vsakdanjega življenja, od modernizacije družbe, morale, alkoholizma, cigana in še kaj bi lahko naštevali. Kot je to že v navadi, sledi uvodoma predavanje, na to pa sem pripričan plodna razprava, tako da si zapisujte vaše vprašanje. Današnji predavatelj je pravzaprav velik strokovnjak z področja, ki ga bo predstavil, zato bo, sem pripričan, zelo odgovoriti na vaše vprašanje. Kot vidite, je med nami tudi kamera, torej smo v 21. stoletju, zahvaljujem se kolegom z projekta Sisteri za multimedijsko podporo današnjega, ki pa tudi vseh ostalih predavanj. Čez kakšen mesec ali mesec in pol bo današnje predavanje dostopno tudi na spletnih stranih Arhiva Republike Slovenije in projekta Sisteri. Lepa hvala in pa gremo se hvala. Hvala za besedo, drage dame in gospodje, lep pozdrav. Ideja za samo današnje predavanje je padla lani. Lani smo praznovali 300. obletnico rojstva cesarice Marije Terezije in takrat smo imeli v Ljubljani tudi lep in ploden mednarodni simpozij. In na tem simpoziju smo imeli tudi kratek referat o temi, ki jo bom danes predaval. In v bistvu so tu v arhivu izraziti željo, da bi to v bistvu razširjeno verzijo mojih dognanj predstavil tu, na tem mestu, v tej lepi stavbi Gruberja. To sprav na Zvezdarski 1. Govoril bom, kot veste, o številčenju hiš, o vojaški konskripciji 1770-71, ki jo pa pojmujem v bistvu kot neko tehnologijo dodeljevanja naslovov in pa neko sredstvo socialnega discipliniranja. Habsburška mati in cesarica Marija Terezija je, kot veste, bila na čelu države od leta 1740 do 1780. Doba njene vladavine pa je bila med drugim prinesla tudi začetek moderne upravne statistike, ki ga postavljamo prav v sredo 18. stoletja in je ozko povezan s prizadevanjem za ureditev države po koncu avstrijske nasledstvene vojne. Ta vojna, ki jo je Marija Terezija morala voditi za obrambo svoje dediščine, je pokazala vse slabosti monarhije proti centralistično organizirani ruski državi. Zato je cesarica po koncu nasledstvene vojne, torej po miru v Ahmu leta 1748, za potrebe vseobsegajoče gospodarske, finančne in vojaške modernizacije ukazala splošen popis prebivalstva, glavni motiv njegove izvedbe pa niso bile, kot so ga skušali utemeljevati v oblasti, raznolike namere matere domovine, temveč so se, kot ugotavlja Janez Cvirn, v ozadju popisa skrivali predvsem vojaški motivi. Splošno lahko zaključimo, da so si oblasti od prvega in resnično izvedenega štetja prebivalstva leta 1754, kot ga je označil Franz Witter, vztrajno prizadevale, da bi z rednimi štetji prebivalstva ustvarile verodostojno sliko o notranjih močeh države. Nerazumljive razlike in nenatančnost popisov
ki naj bi jih izvajali na 3 leta, so v 60 letih 18. stoletja zbudile številne pomisleke in neodobravanje. Franz Witter meni, da si moramo nezanesljivost najlažje razložiti s sabotažo uradnikov gospodstev, ki so se bala, da jim ne bi bilo odmerjenih na podlagi rezultatov, šteti preveč davkov ali pa rekrutov in so zato namenoma zniževala številke. Glavni razlog, da prva štetja prebivalstva niso dala zaželenih rezultatov, pa je bil po Cvitrovem mnenju v tem, da država ni imela primernih organov, ki bi mogli in hoteli izvesti zanesljiva štetja. Zato so v državnem svetu začeli razmišljati o reformi popisa, v razpravi o povečanju natančnosti popisov pa se je kot neka rdeča nit vleklo stališče, češ da se neka država konstituira šele potem, ko je sposobna natančno ugotoviti število prebivalstva in hiš. Omenjeno razpravljanje pa je prineslo tudi za nas pomembno ugotovitev o nezaželenem ponaverjanju duš, ki bi ga lahko preprečili z oštevilčenjem hiš, torej s fiksiranjem ljudi na točno določeno hišo. Reformiranje vojske za uvedbo kantonalnega nabornega sistema leta 1769 je prinesla nov rekrutni sistem in potrebo po splošnem popisu prebivalstva pod pretežno vojaškimi vidiki. 1. februarja 1770 je Marija Terezija po temeljitem premisleku vseh za ali proti predloženih razlogov in trditev dokončno aprobirala uvedbo novega rekrutnega sistema za Goriško in Gradiščansko, Kranjsko, Koroško, Štajersko, Zgornjo in Spodnjo Avstrijo, Češko, Moravsko in preostalo Šlezijo. Iz nove ureditve rekrutnega sistema pa so bile izvzete Habsburške, belgijske in italijanske pokrajine, Tirolska, Prednja Avstrija, Ogrska, svojih partes adnexe, Banat, kot tudi avstrijsko Primorje, medtem ko so bili v militarizirani vojni krajini predvideni ukrepi dejansko že veljavi. 10. marca 1770 je bil izdan splošen razglasitveni patent o popisu ljudi in vlečne živine ter o uštevilčenju hiš. Uspešno izvedbo popisa so poskušali zagotoviti s hierarhično razvejanim in dvodelno vojaško in civilno strukturiranim popisovalnim aparatom. V centralnih uradih na Dunaju sta bila za popis zadolžena dvorni vojni svet in dvorna pisarna. Na nivoju dežel pa glavne konskripcijske komisije, ki so jih praviloma sestavljali predstavniki deželnih uradov in vojske. Deželne komisije so morale pred začetkom popisa s posebnimi razglasi, tudi v slovenskem jeziku, naznaniti začetek konskripcije. Na nivoju okrožij, torej kresi, so oblikovale okrožne popisne komisije, ki so jih sestavljali uradniki okrožnega urada in predstavniki, torej častniki lokalnih vojaških polkov. Za lažje izvedbo popisa so okrožja razdelili v več števnih in numeracijskih oddelkov, konskripcijske oddelke so sestavljale posamezne župnije in znotraj njih posamezni kraji, ne pa zemljiška gospodstva. Popis in numeracijo so na terenu izvajale lokalne popisne komisije. Praviloma so štele 5 članov, po en predstavnik kresije in vojske, ter 2 vojaška in 1 civilni pisar. Eden izmed vojaških pisarjev je bil pristojen za popis krščanskih moških in vlečne živine, drugi pa za numeracijo hiš. Civilni pisar je poleg krščanskih moških in vlečne živine moral popisati še judovske in ženske duše in s tem opravljati občutno obsežnejše delo kot oba vojaška pisarja skupaj. Popisovalna komisija se je morala skupaj pomikati od vasi do vasi, izbrana smer poti naj ne bi imela ovinkov oziroma terjala podaljševanje poti, zato so se po potrebi posluževali lokalnih vodičev, saj obrisane poti na zemljevidih niso bile vedno zanesljive.
Pomembno je bilo, da so člani komisije skrbno opravili svojo nalogo, namreč vse, kar so srečali na terenu, so morali popisati. Niti najmanjše samotne kaže, kaj šele celoten kraj, niso smeli prezreti, kot pravijo ljudi. Lokalne komisije so v konskripciji preverjale, ali se podatki izvlečkov iz matičnih knjig o vseh moških rojenih po letu 1740, ki so jih morali okrožnim uradom posredovati župniki, ujemajo stanjem na terenu. Ker je lokalnim komisijam veliko časa vzelo ugotavljanje imen in priimkov ljudi, imena iz izvlečkov matičnih knjig se namreč pogosto niso ujemala z domačimi imeni na terenu, so z zbornim dekretom z dne 15. decembra 1770 določili, da je edini veljavni tip priimka le družinsko ime. Z dekretom, ki je ljudem prepovedoval, da bi si ob rojstvu vpisana imena in priimke samovoljno spreminjali, so želeli preprečiti prakso tako imenovanega izgubljanja duš v konskripcijskih tabelah. V skladu z vojaškim namenom konskripcije so seveda morali vpisati znatno več podatkov o krščanskih moških kot o krščanskih ženskah. V nasprotju z moškimi se ženske v tabelah pojavljajo brez imen in priimkov ter natančne starosti. Ženske so se torej v tabelah znašle samo kot nekakšen dodatek v sumiranih številkah, poleg njim dodeljene hišne številke. Približno enako pozornost kot ženskam so v popisu namenili judovskemu prebivalstvu. Tudi njih je popisoval civilni pisar, ki je moral iz fiskalnih, to se pravi davčnih razlogov, natančno popisati le poročene in ovdovele judovske moške, otroke, samske moške in ženske so popisali zgolj sumarično. Zato pa so temeljito prešteli vso vlečno živino, vole in konje, ki je bila izjemnega pomena za vojsko. S prvo vojaško konskripcijo leta 1770 je štetje definitivno prešlo iz rok župnikov in gospostev v roke omenjenih popisovalnih komisij, ki prebivalstvo niso samo preštele, ampak obenem tudi grupirale v več skupin. Če pred konskripcijo niso zmogli natančno določiti niti števila prebivalstva, so sedaj na Dunaju poznali tako rekoč vsakega moškega državljana po imenu in priimku, naslovu in po drugih osebnih podatkih. Vojaška konskripcija pa ni bila le štetje prebivalstva, ampak obenem tudi nekak nabor. Popis moškega prebivalstva je bil delo častnika, ki je razdelitev v skupine izvedel tajno po čisto vojaških kriterijih. Popisani niso smeli vedeti, zakaj gre in v katero rubriko jih bodo vpisali. Dotični častnik pa je moral presoditi njihovo sposobnost ali nesposobnost za vojaško službo, kar po lastnem vtisu, brez kakršnekoli preiskave. Nesrečniki, ki so prišli v poštev za nošenje vojaške suknje in so jih vpisali v rubriko zu anderen Staatsnotdürften anwendbare, torej niso smeli vedeti, da jih je dotični častnik označil in da bodo po njih nekaj časa po popisu prišli biriči in jih odvedli služiti vojaški stan. Na podlagi okrožnice Dvornega vojnega sveta z dne 14. novembra 1770 so morali vojaški člani popisnih komisij hkrati z agregacijo podatkov v posebnih poročilih strniti svoje opažanja o gospodarskih in socialnih razmerah na terenu in o popisu 1770 so se tako kot neke vrste kvalitativni dodatek k kvantitativnim podatkom konskripcije so tako nastale tako imenovane politične opaske, poročila Dvornega vojnega sveta o družbeno-ekonomskem stanju posameznih čeških in avstrijskih habsburških mirnih dežel. Ta kritična rentgenizacija monarhije je razkrila zastrašujoče razmere, ki so se še posebej tikale kmečkega prebivalstva in je pomembno vplivala na agrarno-družbene reforme v 70. in 80. letih 18. stoletja.
Vsekakor je konskripcija dala pomemben impuls za zaščito položaja kmeta, za katero se vojska ni samo zavzemala, ampak se je pri sanaciji slabih razmer tudi vehementno angažirala. Na nek način je paradoksalno, da je bila vojska v tem podjetju tako orodje militarizacije od zgoraj, kot tudi glasnik tožb podložnikov nad svojo gospodsko in s tem svojevrsten odvetnik kmečkega stanu. Politične opaske so z veliko mero realnosti opisovale življenjske razmere večinskega kmečkega prebivalstva, ki je živelo v neznosni revščini. Vsebovale so tudi številne predloge nujnih reform, ki sta jih Marija Terezija in zlasti njen naslednik Jožef II. V naslednjih 2 desetletjih v veliki meri tudi upoštevala v želji, da bi izboljšala kmečke življenjske okoliščine, povečala njihovo storilnost in davčno sposobnost nasproti državi ter zvišala njihovo motivacijo za delo na polju, kot tudi za službo z orožjem. Konskripcijske komisije so na podeželju registrirale denimo neznosne zdravstvene in higienske razmere. Opažale so, da je velika večina ljudi, razen na Krasu, še vedno živela v lesenih hišah, kritih slamo ali s kodlami, pogosto skupaj živino in domačimi živalmi. Popisovalci, ki so vstopali v kmečke koče, so bili naravno zgroženi nad umazanijo in smradom. Povsod so srečevali pohabljene, gluhe in slepe, pa golšave, škropolozne in slaboumne ljudi, ki niso bili niti približno primerni za vojaško službo. Člani konskripcijskih komisij, ki so morali prenočiti v kmečkih hišah, so se s strahom spraševali, ali se niso nalezli kakšne kužne bolezni. Ugotavljali so, da so kmetje vraževerni in brez vsakršne izobrazbe ter v celoti nepismeni. V odročnejših hribovitih območjih so bili praviloma tudi brez vsakršne verske oskrbe. Za izboljšanje razmer so predlagali ukrepitev pastoralnega dela z gostitvijo cerkvene organizacije in s postavitvijo mreže osnovnih šol, ki bi otrokom nudile temeljni pouk in vzgojo. Za večjo prisotnost cerkve na terenu so se zavzeli tudi zaradi nevzdržnih nravstvenih razmer. Zlasti v hribovitih predelih Štajerske in Koroške, kjer so prevladovale velike kmetije z večjim številom poslov, so v okviru razširjenih gospodinjstev popisovalci registrirali nadpovprečno visoko število nezakonskih otrok. Še bolj moralno sporno se jim je zdelo oddajanje nezakonskih otrok v najdenišnice na ozemlju Beneške republike, ki je bilo splošno razširjeno na Goriškem, v Pazinski grofiji in na Notranjskem. Ko so spraševali ženske, zakaj svoje otroke pošiljajo v najdenišnice, so jim prostodušno odgovarjale, češ, da ne morejo preživeti niti sebe samih. Zato so predlagali, da bi bilo treba sistematično poskrbeti za sirote. V vinorodnih območjih, zlasti na Dolenjskem in Notranjskem ter spodnjem Štajerskem, so opazili tudi hudo zasvojenost z alkoholom. Pregloboko so pogledali v kozarec, denimo verniki na Celjskem, in celjski okrožni glavar je popisovalce opozoril, da najraje ne popisujejo ob nedeljah in praznikih, ker v teh dneh pridejo ljudje iz oddaljenih cerkva domov šele zvečer in so pogosto pijani. Poročilo Konskripcijske komisije za Krajinsko pa je ugotavljajo, da so se zlasti Notranjci navzeli bolj svobodnega življenja v narekovajih, nekega življenjskega sloga, ki da je sicer značilen za avstrijsko Istro. V Istri pa so registrirali nadpovprečno stopnjo kriminala, pretepov, umorov in cestnega razbojništva. Povsod so srečevali tudi veliko beračev, ki so se pomikali po deželi in si iskali preživetja. Menili so, da bi vlačugarje morali nemudoma vtakniti v prisilne delavnice in iz njih narediti koristne ljudi. Za čas tako imenovanega razsvetljenega absolutizma je bilo namreč značilno, da je povzdigoval delo in črnil lenobo in brezdelje. Njegov poglavitni cilj pa so bili koristni državljani, ki so delozmožni
ki dela zmožni in ki redno plačujejo davke in seveda, ki so primerni za vojsko. No, če zdaj konkretno preidem na uštevilčene hiš, bi o tem lahko najprej povedal sledeče. Velik podvig uštevilčenja hiš je naravnost karakterističen za 18. stoletje. Hišno številko lahko brez ironije označimo kot eno najpomembnejših inovacij stoletja razsvetljenstva, tistega stoletja, ki je bilo naravnost obsedeno z redom in klasifikacijo. Željo po obvladovanju prostora in prebivalstva, željo oblasti po natančnejšem pogledu v notranje resurse države iz davčnih, policijskih in predvsem vojaških razlogov. Avstrijski zgodovinar Anton Tantner je v svoji izvrstni študiji o numeraciji hiš kot tehnologiji adresiranja oziroma dodeljevanja naslovov pokazal, da so, kot že omenjeno, predvsem rezultati različnih popisov ljudi, ki so se med seboj močno razlikovali, primarno nakazovali potrebo določanja njihove prostorske pripadnosti. Lokalne popisne komisije so morali v skladu z omenjenim patentom cesarice Marije Terezije z dne 10. marca 1770 v vsakem kraju oštevilčiti hiše. Iz perspektive državnih uradnikov je bila hiša dotlej monolitni blok izoliran od zunanjega sveta. Stene, ki so bile iz perspektive med njimi živečih ljudi vendarle tako prepustne, so se zdele za poželjivost države kot nepremagljive ovire. Hiša je namreč v sebi skrivala bogatstvo in resurse, po katerih je hlepela država, davčne in vojaške oblasti. In ta hiša je bila oblastem zaprta, dokler ni obstajal državni sistem adresiranja. Po novem je imela vsaka hiša številko in ljudje, živeči v njej, so dobili naslov. Hiša so torej od leta 1770 kot zanesljivo znamenje identifikacije nosile hišne številke. Pred upeljavo hišne numeracije so hiše kot hišni naslov sicer poznale hišna imena, toda njihovo poznavanje je postalo omejeno na lokalno raven, pri zemljiški gosposki, nekatere interesi pa so kdaj bili seveda v nasprotju z interesi državnih uradnikov. Adresiranje s hišnimi imeni pa je bilo problematično tudi zato, ker je obstajalo veliko enakih hišnih imen, to pa je povzročalo zmedo, saj je zlahka prišlo do pomote. Tantner, ki sem ga omenil, tako slikovito navaja dunajski primer z konca 18. stoletja. V notranjem mestu Dunaja je kar 6 hiš nosilo ime pri Zlatem orlu, v predmestih pa je bilo takih hiš kar 23, skupaj torej 29 hiš, ki bi jih lahko glede na ime medsebojno pomešali, če bi njihovo hišno ime bilo tudi njihov naslov. Hišna številka ima nasprotno prednost postavljena diskretnih, med sabo jasno razločljivih enot. Ko je enkrat z barvo nanesena na steno hiše in ko se ta posuši, postane neizbrisno povezana s hišo oziroma ko je s ploščico fiksirana na hišo, naredi stene prepustne in omogoči častnikom za rekrutacijo, izterjevalcem davkov in policiji dostop v notranjost hiše. Hišna številka je skratka omogočila tako imenovano državno prilaščanje v hiši živečih podanikov. Z vidika absolutistične države je ljudstvo spreminjala v uporabno prebivalstvo. Bila je torej orodje absolutistične države za discipliniranje ljudstva, posameznika, ki je, na primer, na vojaškem področju, torej na področju vojaške obveznosti, od krepostnih državljanov, podanikov, zahtevala, da se ji podredijo ter sooblikujejo skupnost poslušnih, učinkovitih, koristnih in blaginji vseh zavezanih podložnikov. Numeracija naj bi enako kot istočasno izvedena transkripcija služila na novo uvedenemu sistemu rekrutiranja. Olajšala naj bi dostop države do za orožje sposobnega moškega prebivalstva. Olajšala
vojska, ki je potrebovala natančne sezname nabornikov, je torej podpirala sistem uštevilčenja hiš, saj so odslej v popisu poimensko navedeni moški, ki so bili sposobni za vojsko, imeli stalen naslov. Pri uvajanju numeracije hiš so se zlasti v večjih mestih sklicevali tudi na policijske razloge. Numeracija naj bi bila sredstvo za vzpostavitev nadzora nad vsemi sumljivimi ljudmi. Narekovali pa so jo seveda tudi davčni motivi. Kot smo omenili, je bila hišna numeracija vitalnega pomena za izvedbo kar se da natančnega popisa ob uvedbi novega rekrutnega sistema in novih nabornih okrajev. Čeprav so v konskripciji leta 1770-71 prvič v vseh habsburških delnih deželah uštevilčili hiše, pa je bila praksa numeriranja hiš v monarhiji in drugod po Evropi pravzaprav že nekoliko starejša. Prakticirali so jo denimo o popisovanju judovskega prebivalstva, ob tako imenovanem sortiranju in škartiranju judov. A o kakšni razširjeni uporabi hišnih številk širom Evrope od srede 18. stoletja naprej ne moremo govoriti. Leta 1750 so tako uštevilčili hiše v Madridu, že leta 1754 pa denimo tudi v našem Trstu. Kot zanimivost omenimo, da so istega leta razpravljali o uštevilčenju hiš na Dunaju, ki pa končno tudi iz strahu pred prevelikim odporom prebivalstva, verjetno zaradi stroškov, ni bilo izpeljano, saj so skeptične prebivalce hoteli prepričati zgolj z argumentom, da naj bi z novo tehniko nadzorovanja učinkoviteje izsledili nenormalne in nevarne ljudi. Konskripcija za uporabo tabelarične tehnike popisovanja in zlasti vpeljava krajevne hišne numeracije naj bi naredila predvsem konec mešanju, zamenjevanju, izenačevanju, koncentriranju podložnikov, kot tudi drugim mešanjem, ki so kot mora tlačili državne oblastne organe 18. stoletja. Mešanje je predstavljalo zlo, ki je v isti meri zaposlovalo tako nižje uradnike kot vladarje. Kataster, konskripcija in zemljemerstvo producirajo državo in ustvarjajo družbo, ki se ji vlada. Lahko jih imamo za stroje, ki imajo nalogo, da iz perspektive vladanja za uporabo določenih tehnik uredijo kaotično, zmedeno, nepregledno in jih naredijo izračunljive in produktivne. Ljudstvo naj bi se transformiralo v prebivalstvo, narava in pokrajina ter blago pa v vrednost. Anton Tankner v koncizni razpravi o preprečevanju mešanja podatkov zaključuje. Evidenca prebivalstva in njegovih subjektov ne zahteva samo njihov fiksiranje v stolpce tabel. Kot manjšo prostorsko enoto določitve pripadnosti so med konskripcijo 1770 uporabili hišo. Ta hiša je po mnenju oblasti nepremična, navezana na kraj. Če so skupaj z njo v njej nahajajoči subjekti vpisani v tabele, imajo tudi ti subjekti trajen naslov. Hišna številka je bila odslej, ne glede na izjemne situacije, naprimer mornarji na ladji, sredstvo, ki naj bi zagotavljalo povezanost med hišo in tabelo. Služila je jasni identifikaciji hiše znotraj krajevno izdelane tabele in s tem kot primarni ključ odgovarjala jasni identifikaciji zapisov v banki podatkov. V pravilnem vrstnem redu je zato pripadal prvi stolpec v tabeli in tudi na hiši je natančno predpisano mesto hišne številke. V skladu z najvišjo resolucijo 8. marca 1770 so jih morali brez pritrditve posebnih tablic samo s črno barvo vidno narisati izključno nad vhodnimi vrati. Omenjena resolucija Marije Terezije je bila v čeških in avstrijskih delnih deželah podlaga za uštevilčenje hiš z arabskimi številkami in s črno oljno barvo. Patent, ki je šel 2 dni kasneje,
pa je natančno določal način številčenja. Cesarica je naročila, da je najvišja dodeljena hišna številka hkrati poistovetena s številom hiš nekega kraja. Logika, ki je nespremenjeno, z njeno očarljivo enostavnostjo, ponovno najdemo tudi pri cenzusu oziroma popisu prebivalstva leta 1869. Na podeželju je torej prva hiša v vsakem kraju, na katero je naletel popisni komisar na terenu, dobila številko 1. Nato pa so ji sledile ostale številke v poti. V mestih je običajno dobila številko 1 najbolj reprezentančna hiša, na primer Hochburg na Dunaju. A to ni bilo pravilo, ki bi se ga povsod držali. V provincialni Ljubljani se namreč v prvem številčenju hiš niso odločili, da bi številko 1 nosil mestni magistrat. Ta je omenjeno številko dobil šele ob prenumeraciji hiš na začetku 19. stoletja, predtem pa so številko 1 nosili nosila stražarnica pri Karlovških vratih mestnega obzidja, ki so ga začeli podirati, kot veste, v 18. letih 18. stoletja. V mestih so posebej oštevilčili tudi hiše v predmestih. V Celju, če ga vzamem za primer, so tako poleg hiš v mestu numerirali še hiše v Graškem, Vodnem in Ljubljanskem predmestju. Kot omenjeno so na terenu, torej znotraj popisnega oddelka, celoten postopek vodile lokalne konskripcijske komisije, ki so se pomikale od kraja do kraja, od vasi do vasi in poleg pisovanja duš v vnaprej pripravljene formularje hkrati uštevilčile tudi hiše. Pri številčenju se niso ozirali na posestno strukturo, uštevilčiti je bilo potrebno pa vse hiše, v katerih so ali bi lahko stanovali ljudje. Uštevilčili so torej tudi nenaseljene hiše. S tem je numeracija dobila tudi neko demokratično noto. Seveda se ne gre čuditi, da je raba hišne številke v vojaške in davčne namene zbujala tudi odpor. Člani komisij so skoraj povsod naleteli na neodobravanje. Ko je pisar s črno barvo na prvo hišo napisal številko 1, so se ljudje začeli spraševati, ali nove številke kot simboli požrešne države prinašajo nove davke in nova bremena, ali gre morda za nov rekrutni sistem, ki ga je omenjal župnik v svoji pridivi. Marsikje v monarhiji se je tudi zgodilo, da so ljudje prebarvali ali izpraskali hišne številke, še preden je komisija zapustila naselje. Okrožni glavari so ponekod pri iskanju storilcev ponujali denarne nagrade in pozivali k denunciacijam, vendar običajno brez uspeha. Hišnim številkam pa niso kdaj nasprotovali samo predstavniki preprostega ljudstva, temveč se z numeracijo svojih gradov včasih niso strinjali tudi plemiči. Za aristokracijo nikakor naj ne bi bilo sprejemljivo, da bi njene gradove in palače ob numeraciji enačili s kočami navadnih ljudi. A oblast, natančneje dvorni vojni svet, je vztrajala in hišna numeracija je obdržala svoj učinek demokratičnega izenačevanja, kajti pri uštevilčenju so vse hiše enake, popolnoma vseeno je, ali gre za palačo ali kočo, sedež gospodstva ali kaj že. Anton Tantner navaja zanimive primere, da je marsikje po vaseh, denimo na Štajerskem, veliko hišnih številk izginilo, kar je bilo za člane konskripcijske komisije seveda povsem nesprejemljivo. Saj se je hiša brez hišne številke izgubila v anonimni množici drugih hiš, za komisijo pa je šele hišna številka naredila hišo vidno in najdljivo. Da bi preprečili zmedo ob izginjanju hišnih številk in zagotovili njihovo trajnost, so zaskrbljeni, a iznajdljivi člani Štajerske konskripcijske komisije o tem problemu takole razmišljali. Če so številke, ki so naslikane na zunanjost hiše, že tako ogrožene,
ali ne bi bilo pametno, da se namesti varnostna kopija številke v notranjost hiše. Hkrati so predlagali, da naj bi bil vsak hišni gospodar ob zagroženi kazni 6 cesarskih tolarjev dolžan, da vidno in prepoznavno namesti hišno številko v notranjost svoje hiše. Tej ideji je bila naklonjena tudi centrala na Dunaju. Že omenjenim dvornim dekretom z dne 15. decembra 1770, ki je določal, da je edini veljavni tip priimka le družinsko ime, so odredili, da se morajo tudi v drugih popisovalnih deželah namestiti varnostne kopije hišnih številk v notranjosti hiš. Edino višina kazni ni bila več navedena v cesarskih tolarjih, temveč v goldinarjih. Kdor ne namesti številke v notranjosti, se kaznuje z 9 goldinarji. Kot sklepno zanimivost naj dodam, da še v 19. stoletju ni bilo povsem samoumevno, da so bile hišne številke prisotne prav v vseh evropskih krajih. Numeracija je bila težavna in pospremljena z odpori zlasti na odročni periferiji. Pisatelj Ivo Andrić je v svojem romanu Most nad Rimom tako nazorno prikazal, da so že turške oblasti nekje sredi 19. stoletja začele šteti hiše in ukazale na vsako pribiti deščico številko. A ljudem to ni bilo povšeči in so se temu uprli in potrgali vse tiste deščice z hiš, iznesli na kup in zažgali. Malo je manjkalo, da ni bilo krvi, piše Andrić. Več razburjenja so seveda prinesli neprijetni ukrepi avstrijskih okupacijskih oblasti v Bosni leta 1878. Nova oblast je namreč začela z nabori, s preštevanjem in oštevilčenjem hiš in ljudi. Andrić piše, da je prišlo do pasivnega upora. Deščice s hišnimi številkami so kljub navodilom in pretnjam oblasti pribijali na nevidnih mestih in jih obračali na robe, ali pa so takoj pobelili hišo in mimogrede kot po naključju zakonom pokrili tudi hišno številko. Ko so oblasti spoznale, da ima upor globoke korenike in da je odkritosrčen, čeprav prikrit, so gledale skozi prste in se izogibale strogemu izvajanju zakona z vsemi posledicami in spori, ki bi se nujno izcilili iz tega. No, na koncu naj povem še nekaj o dolgoročni uporabnosti, koristnosti, razširjenosti, nepogrešljivosti hišnih številk v poznejšem. Kljub temu, da je numeriranje hiš kdaj naletelo na odpore, pa so se ljudje zlasti v mestih dokaj hitro privadili na hišne številke, jih sprejeli in spoznali tudi njihovo prednost in praktičnost v vsakdanjem življenju. O tem nas v naslednjih desetletjih prepričajo denimo oglasi za prodajo hiš, prodajo stanovanj, storitve in podobno. Uvedba hišnih številk je v svojo koristnost v poterezijanski dobi pokazala tudi na področju poštne komunikacije. Hišna številka je bila namreč doslej nadvse uporabna pri izmenjavi pošte, saj je omogočala bolj natančno navedbo naslova pri pošiljanju pisanim naslovnikom in ta praktičnost se je kasneje po modernem poimenovanju ulic in trgov seveda še povečala, saj je še bolj izrazito poenostavila iskanje naslovnikov. Na navajanje hišnih številk sicer tudi v naših krajih naletimo že kmalu po sami numeraciji. V tedniku Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogtums Krain, ki je izhajal v letih 1775-1776. V seznamih umrlih Ljubljančanov in Ljubljančank, na primer beremo: 23. februarja je v mestu v Frančiškanski ulici v Tomaničevi hiši številka 216 umrla 3-letna Katarina, hči komornega stražaja Gašperja Polca. V Poljanskem predmestju je v Avšičevi hiši številka 21 umrla 22 mesecev stara Frančiška, hči suknarja Simona Šarka. Opazimo lahko, da je bilo poleg hišne številke še vedno v navadi navajanje domačih hišnih imen, a tudi to so postopoma vse bolj opuščali.
Potem, ko je omenjeni tednik po 2 letih prenehal izhajati, je morala Ljubljana kar 8 let počakati na nov časopis Laibacher Zeitung. Že v prvi številki z dne 1. januarja 1784 je objavljen seznam umrlih, v katerem se navajajo tudi hišne številke. Naprimer, v hiši številka 241 v Špitalski ulici je 24. decembra 1783 umrl 9 dni star sin Jožeta Pija Kralja, cesarsko-kraljevega uradnika deželne deske. V hiši številka 13 na Trnovem je 22. decembra 1783 umrla 4-letna hči čolnarja Valentina Tanjca. V hiši številka 319 na Bregu je 25. decembra 1783 v 78 letu starosti preminula ovdovela gospa Frančiška plemenita Gasperini, rojena grofica plemenita Hajde. Izvemo tudi, da so prvo številko časopisa natisnili v Kleinmajerjevi tiskarni, ki se je nahajala v Gerzoničevi hiši številka 10 v Kapucinski ulici. No, Vlado Valenčič za Ljubljano ugotavlja, da je bil v času, ko ulična imena še niso bila tako splošna in priznana, da bi ustrezala vsem potrebam, poleg tega pa tudi sama niso bila dovolj za točno lokalizacijo, za izvedeno hišno numeracijo leta 1770, ko je vsaka hiša v določenih števnih oddelkih dobila svojo številko, da je bil napravljen v bistvu nek nov korak. Hišna numeracija sicer ni bila v neposredni zvezi z uličnimi imeni, toda ureditev evidence hiš je bila povod za sestavljanje in objavljanje seznamov hišnih posestnikov, ki so vsaj nekateri vsebovali tudi imena ljubljanskih ulic. Priredbo seznamov hišnih posestnikov iz leta 1770 in 96 je leta 1902 objavil Ivan Vrhovec. Upozoril je na takrat poznana imena ulic in trgov, hišne številke pa se v omenjenem času niso spreminjale. Oba seznama, po mnenju Vrhovca, dokazujeta presenetljivo hitro menjavo posestnikov v takratnem času. Zapisniki hiš posestnikov oziroma hiš deželnega glavnega mesta so nato ohranjeni še vse do začetka 20. stoletja. Seznam iz leta 1805 prinaša podatke o prenumeraciji ljubljanskih hiš. Navaja torej stare in nove hišne številke. Stara numeracija iz leta 1770 je potekala še v času obstoja mestnega obzidja in se je začela, kot sem omenil, številko 1 pri vojaški stražarnici pri Karlovških vratih, desno od Florijanske ulice. V seznamu iz leta 1805 pa nosi številko 1 že osrednja ljubljanska hiša, torej mestni magistrat, ki je imel predtem hišno številko 191. Od magistrata proti cerkvi svetega Jakova po levi strani se je nato vršilo tudi novo uštevilčenje hiš. Za raziskovalce, ki so se ali se bodo odločili na primer za mikroraziskavo preteklosti neke ljubljanske hiše, je poznavanje hišnih številk seveda nadvse pomembno, še zlasti, če so se te zgodile. Hišna številka nam je torej veliko pomoč pri lokalizaciji točno določene hiše. Poleg omenjenega seznama iz leta 1805 so se za Ljubljano ohranili še drugi seznami oziroma zapisniki hiš za dolgo 19. stoletje, ki jih lahko delimo na tiste pred in tiste po splošnem poimenovanju ulic in trgov leta 1876 in posledični preureditvi hišne numeracije. Na tem mestu seveda ne gre pozabiti, da so mnoga manjša naselja, kot na primer Šoštanj, v skladu z njihovim urbanističnim razvojem precej kasneje dobila dovoljenje za poimenovanje ulic in trgov ter posledično preoštevilčenje hiš. Omenjeni Šoštanj, ki je dobil naziv mesto šele leta 1911, je tako dobil dovoljenje za poimenovanje ulic in trgov šele leta 1931. Za omenjenimi podatkovnimi bazami seveda še zdaleč nismo izčrpali virov, kjer igra pomembno vlogo
hišna številka. Poleg ohranjenih šematizmov iz prednaše dobe, v prelomu 19. in 20. stoletja pa tudi vse močnejše večje množine modernih adresarjev in drugih imenikov, gotovo ne smemo spregledati tudi jožefinski katastrski operat in na to izboljšanje in izpopolnjeni francisejski katastrski operat. Katastar je gotovo izjemno dragocen vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino. Zlasti katastarski načrti francisejskega katastra pa sleherno zgradbo tudi natanko umeščajo v prostor. Seveda je aritmetična hišna numeracija, pri kateri so bile hiše posameznih števnih oddelkov katastarskih občin številčene po nekem vrstnem redu, sčasoma ustrezala potrebam po orientaciji v krajih, ki se niso razvijali in kjer glede števila hiš ni bilo opaznejših sprememb. Drugače je bilo seveda v naseljih, kjer je bolj ali manj pospešeno potekala urbanizacija, skupaj z naraščanjem prebivalstva, pa tudi gradnja novih hiš, ki so kajpada dobile tudi hišne številke. Odveč je seveda poudariti, da je tak razvoj sprva v večjih, nato pa tudi v manjših urbanih središčih prispeval k prej omenjenemu modernemu poimenovanju ulic in trgov in tudi sistemu numeracije hiš. Dodam naj še, da na primer Ljubljana poleg katastarskih map z zavidnim številčenjem hiš, za razliko od cesarskega Dunaja, kjer je dvorni matematik in kartograf Jozef Anton Nagel po numeraciji dunajskih hiš že leta 1773 izdal načrt mesta s predmesti in ga v celoti opremil s hišnimi številkami, da ta naša prestolnica današnja skoraj da ne premore načrta mesta s kartiranimi hišnimi številkami, pravzaprav, da so ti zelo, zelo redki. Zaradi splošne numeracije hiš od leta 1770 naprej razpolagamo tudi s točnejšimi številkami o številu hiš. Hišna številka pa je tudi po opustitvi zastarelega sistema vojaških konskripcij in uvedbi modernih popisov prebivalstva leta 1857 praktično vse do danes obdržala glavno vlogo pri identifikaciji popisovnih. V večstanovanjskih stavbah se je pridružila še ena številka, namreč številka stanovanja, ki je pripomogla, da je bivanjski kozmos gospodinstev, ki se jim pošiljajo na primer računi za vodo, odvoz smeti, elektriko in drugo, postal še bolj pregleden in hkrati nadzorovan. In če smo že pri identifikaciji, hišno številko srečamo v domovinskih listih in današnjih prijavah stalnega ali začasnega bivališča. Srečamo jo na osebnih dokumentih, v raznih kartotekah in še marsikje. Hišna številka, če zaključim, je skratka. Vse od leta 1770 naprej imela pomembno funkcijo vzpostavljanja preglednosti, pa tudi nadzora in discipliniranja in danes si le težko zamišljamo kraj brez uličnega imena ali vsaj hišne številke. Njen zmagoviti pohod v poterezijanski dobi je bil torej neustavljiv. Tudi v 21. stoletju, v času satelitskih posnetkov in geoinformacijskih sistemov, je namreč oblast s pomočjo hišne številke poskrbela, da nobena hiša ne uide njenemu pozornemu pogledu. Hvala. Hvala za to zanimivo predavanje in pa tudi končni fazi pot v 21. stoletje. Na vrsti ste vi, Republika, v možnosti imate za kakšen komentar, vprašanje. Mene pa zanima, jaz hodim gor v Ničiško. Prava ima vseh starih del, staro številko, pa novo številko. In jaz se vprašam, na kak način tam pomišljam en tak uradu, so rekli tako, ko so se hiše postavili številke, ki Marija Terezija uvedla v številčenje, je prvo številko v tem predelu, to je recimo mala strana, to je dol pod Hračani, pravi, je dobila prvo številko pač tam cirku. In potem so šle potisno na te številke, potem pa kako so se hiše gradile.
Ampak pri njih je ostala, poleg tega, ko so pa začeli se ulice imenovati pa trgi, je pa dobilo pa novo številko. Tako recimo, tam, kjer moji predniki izvirajo, je bila številka mala strana, to se pravi Praga 3, številka 480. In na hiši je številka 480 v rdeči barvi, ko pa je dobil ta trg ime Malteški trg, je dobil pa številko 8. In tako da jaz recimo, ko delam prodost mojo, iščem nazaj, najdem vse hiše. Čisto vse hiše sem zdaj poslikala, imam fotografijo, poleg vsakega pač v moje družine, ki so tam stanovali, je tudi hiša. In istočasno imajo vse te hiše navedeno, ker so to pač je to najstarejši del Prage, so vse te številke hiše imajo opisano svojo zgodovino, registrirano preko umetniškega tega, njihovega, recimo dobro arhiva ali nekaj takega, in je vse noter in vse se dodaja, kaj se te hiši kdaj dogajalo. Kot jaz recimo sem našla točno, hišo je naredil taj arhitekt, tega in tega leta, dogajalo se je to pa to v hiši, so se preseljevali in restauriranje, obnova, konzervacija hiše je bila recimo leta 1993. Tako da najdeš vse, dobesedno vse. Še nekaj za komentirati, se pač zelo Če greste v Prago, boste videli, da je recimo Nevodova ulica, to je tista gora, ko vi pele. Tam imate 310, recimo, ali pa 207 krat to in to. In jaz sem našla dobesedno vse hiše. No, se rekom, to je moj tudi za ljubljanske hiše. Tu recimo bi bilo pri nas... Treba iti v arhiv. Ja, pri nas je nekaj v arhiv, ki pa ni rešlo v arhiv. Če imate pa tle, nad portalom, vse hiše vzame, pa sam slediš lahko nazaj. Kaž pa imamo za Ljubljano tudi študijo narejene, mislim, tudi sam sem se z nekaterimi hišami ukvarjal. Pač to je napoten sistem v zgodovinskem arhivu Ljubljana poteka to, greš pa v arhiv in potem skušaš razkriti celo zgodovino hiše. Imamo tudi prav knjige hiš Ljubljane ohranjene, ki jih je naredil Fabjančič. Škoda, da je končal, mislim, zelo suhoparno v 19. stoletju, tega pregleda pač pa. Tam so kakaj zagate tudi včasih, na glasu, če kakšna nova gradna se pojavlja, pa kakšen prizidek in tako naprej. Ampak v glavnem po sledeh hišna številka je torej tista, ki omogoča raziskovalcu ali pa kjermokoli, da gre v bistvu v zgodovino posamezne hiše. In v Ljubljani moram reči, da so vsi podatki, tudi sem gledal dosti naštevil, namigov, imamo tudi krasno ohranjene opise prebivalstva za hiše in tako naprej. Sprav, hišna številka je to odločilna za samo lokalizacijo, da gre za eno in isto številko. Vse pa to spreminja. Tako so se ulice spreminjale, recimo Šorta, lokalna zgodovina, Hitlerjev trg, drugi svetovni vojni in tako naprej. Ker tle je zelo enostavno v tem, da pravzaprav ti doma sediš v Ljubljani, gledaš arhiv, ki je na internetu kompletni matični knjige, do leta 1958 so vse mrliške knjige že skoraj zvedene noter, in pol greš gor po ulici in najdeš en arhiv sebaj. Ker je matične knjige so vse digitalizirane. Vse to se pri nas. Kdaj bo pri nas? Boče, profesor Golec. Škofijskem arhivu je že ogromno zid. Mislim, da je kar velik jezik. Ni še končano, da vem. Četrta stvar, ki je Bokne. No, ampak nekaj se dela, ino Maribor. Dostopne niso. Dostopne niso. Maribor je imel veliko, ampak je bilo učinjeno. Maribor Maribor zapira podatkov, ne vem zakaj.
Ali ima kakšno zvezo številčenje, ker so vozili po levi strani v stari Avstriji, da so prva številka je na levi strani ceste? Ne. Iz teh, recimo, seznamov hišnih posestnikov, so v bistvu za novi trg, stari trg, ki so že imeli imena, florijanske. To se pravi, je bilo za vsak tak zaokrožen del mesta, pač določeno, se šteje zdaj po levi strani ali pa po desni. In zato je treba to previdno brati. Ko prišli pa do prenumeracije, so pa ponavadi zamenjali strani tudi, tako da je to treba v bistvu tudi z tega vidika. Ni imeli pa nobene veze z prometom. Namreč, jaz sem v Beli krajini pri nekih starih vaseh, pri večjih vaseh, opazil striktno, leva stran liha, desna soda. Razen če kakšno mest soda. Pa sem to mislil. Ja, tu so različni sistemi, ne treba biti previden, ni nobenega pravila. Logika je, pravila pa ni. Ja, logika je, ampak je treba biti previden, nekako zdravo zagotovo. Treba pač prebrati tudi navodila, kako se bere številke. In v teh seznamih recimo je natančno napisano, da se začne z leve strani ali pa z desne. Števiti. In da se kroži, ali pa da gre sam po tem bregu in tako naprej. Hvala. Samo eno vprašanje v zvezi s preštevilčenjem. Nekdo je verjetno izdal odlok oziroma ukaz o preštevilčenju. Kdo je to pravilno naredil? Srednja? Vaša? Ljubljani je v bistvu so... Ne, govorim za manjše, recimo manjše naselje. Recimo v prvem desetletju 19. stoletja so se množično preštevilčile številne vasi, recimo v Ljubljani. Pa ni bilo bistvenega povišanja števila stavb, mogoče nekaj procentov, mogoče namest 50-51 hiš vasi. Pa se je recimo leto 1812, tako 810 in 812, popolnoma spremenila numeracija vasi. Tu vam ne ve, to je znam povedati. Zanimivo bi bilo vedeti, predvsem zanimivo bi bilo vedeti konkordanco med starimi in novimi, če je kaj zapisano. Jaz, kot rečen za Ljubljano, v bistvu vam lahko, da je mestni občinski svet imel v bistvu tudi pristojnost, ker je bilo statutarno mesto, ni bilo treba se to pobračati na višje instance, ki se podvoljene, in o preimenovanju ulic, se preimenuje tudi številke, in to ni bilo nič problematično. Šoštanje pa moralo biti dovoljene državno vlastiti. Za začetek 19. stoletja je zanimivo, za neko vas, torej nimamo niti občinskih struktur še, imamo naborna gospodstva, imamo na primer deželno oziroma okrajne sodišča. Torej, ena od teh instanc je verjetno morala požegnati, to prenumeracijo. Kdo bi pa bil tisti, ki bi prenumeriral? Sigurno je kakva zveza, ne bi bil, če bolj stik, več. Malo kupam zdaj, ja. Torej, tak vaj je bil tudi 1816 ponekod in ponekod 1819. Jaz mislim, da je ukaz gotov prišel od gubernia. Potem so naborne gospodske to izvajane. Mislim pa, da od takrat je potem poenoten sistem, da je najpomembnejša stavba v kraju nosilja številko 1. Če se prej ni bilo, da od takrat pa potem bodi si mišček, bodi si grad, graščina ali v mestu mestni magistrat. To je gotovo neko priporočilo gubernia, izvedba pa je puščena lokalnim oblastom, v tem primeru okrajnim gospodom. Ampak to v 20. stoletju? To je drugo začetku 19. stoletja. Sam, recimo, jaz nisem nekaj zasledil Ne, če je jasno poles, če je ti omenjeno, če je pogledati, Iz prakse poznamo, ampak če normativno prakse,
zasebno ali zgodovino. Lepa hvala vseh hkrati. Dajte komentarje pri hranjem tudi za publiko. Nadalje izvolite. Naše vaše imenovanje mestno in potem kasnejši tudi bolj mestnih uprav s podeljevanjem mestnih pravic. Spravi, s tem se niso centralni vladi ukvarjali z imenovanjem pravic. To je bil začetek popisovanja. Za Ljubljano 1876 Ljubljana je bila statutarno mesto in v bistvu to mestni magistrat. V bistvu je šlo pa za vprašanje modernizacije mesta. Ne? Oni so se izgledovali seveda po večjih mestih, in tudi pride do teh odločitev, res je treba končno narediti konc v bistvu tej zmedi, kar se ulic tiče, ne številke. In so v bistvu s tem sledili nekim trendom modernizacije mesta. Vsako moderno mesto ima svoje ulice. In potem prvo preimenovanje, to je pa občinske politike 1901, naslednji seznam ulic ohranjene. To je Hribarjevo že ponovanje in so marsikatero ulico pa tudi iz teh političnih nagibov preimenovali na prvem točku. Zdaj, 1901 je prvo uradno pomenovanje ulic. 1860. Prej so pa obstajala ulična imena, že srednje večje imamo določene. Samo to ni bilo uradno. Imaš potem primer, kaj se Čevljarska ulica, številka 40. Ja, ali pa Kravja dolina, številka 1. Najlepše hvala. Še kakšni komentar ali vprašanje? Poznam kraj na Štajerskem, kjer je prišlo do prenumeracij najmanj 3 ali 4. Kako je to možno? Oziroma, s kakšnimi odloki? Zakaj je v letu 1800 do 1820 bila ta številka ene hiše, v letu 1860 in malo kasneje, glede na status univarno, drugačna številka, po 1900 pa še nekaj. Spet druga številka, po 1962 pa spet četrta številka. Kako je to mogoče? Kje je zdelan ta način, kako je prišlo do tega? Kdo je to odločil? To si ravno zaradi tega, če iščeš v bistvu v eni sami hiši podatke, je treba vse to pregledati, ker se včasih celo hišna številka spremeni. Včasih so dodali celo B pa A. 62 B pa 62 A. Ampak v bistvu, če tu prav razumem, do tega je pogosto prihaja tudi zaradi same decentralizacije mesta, prvič po podrtju mestnega obzidja, ker se prostor širi, pride do novih gradenj, rušijo se stare, pojavijo se lahko dve nove in tako naprej. In to je v bistvu del tega to je konkretno na ravni urbanizacije. Na ravni ene župnije. Ja, pa sej, to ne bi oni so verjetno morali zapisovati številko, ki... To je bilo politično, po mojem verjetno. Ne politično. Mogoče reči, kdaj je bilo to zadnje, recimo, z vrha, z republiške, državne ravni to okazano preštevilčenje? To je verjetno to leta 53, to dobimo te rdeče številke. Takrat mislim, da se spet vse zelo poruši staro leto. Ker prej pa mislim, da je bilo bolj prepuščeno pač lokalnim oblastem. Če se Šoštanj odloči, zaprosi tudi, recimo, pa na nivoju kraja občine, niže najbrž. Ampak tisto je pa potem leto 53, pa nekje doprimerljivo najbrž s tem 1770 pa začetki direktno. Ja. A je bilo pa 1953 tako razlog za to številčenje? Takrat je bil razlog ta, da se, saj meni so na geodetski pojasnili, da so vse stavbe poštevilčene. Sicer geodet je rekel, da naj bi vse stavbe, zdaj pa ne vem, ali vse stavbe s svinjaki vred, ali samo tiste, ki naj bi lahko bile.
Zato, ker je bila pač sprememba hišnih stavb, je bilo različno. Opuščene hiše, no, v moji vasi vem, da je bilo zaradi opuščenih hiš, pa pol več ni bilo in torej pač, da se angurirali. Jaz vem za primer Škofje Loke, je pa leta 53 prišlo tudi do preimenovanja ulica. Ne samo preštevilčenje, takrat je bilo masovno preimenovanje ulic, Partizanska cesta, tako naprej, takrat je bila unifikacija. Tako, ne. Tudi nova naselja so nastajala, iz večjih, ne vem, iz Gorenje vasi je nova naselja, so nastajala. To bi jaz priporočal, da bi brat zapislite, ki narekujejo, recimo mestni ali pa vaši. Ker v bistvu viri so čisto lokalni, potem ne vem, občinsko odbor, imaš sezname, prenumeranske. To je toliko pomembna zadeva, da bi moral biti v uradni list. Ja, pa ne vem, če je čisto. Ne vem, Valenčič imate primere, kar se spomnim na svojih Ljubljanskih ulicah. Imate zapisnike, se sam za Ljubljano, ampak v bistvu vsi ti posebej z teh sprememb so vse to bilo beleženo, z nekaj stara številka, staro ime, novo ime, to so spremembe. Torej, dobrodošli v arhive, smo v tem veseli vašega obiska. Še kakšen komentar ali zadnje vprašanje? V nasprotnem primeru se, Andrej, najlepše zahvaljujem za to izjemno zanimivo predavanje. Hvala vsem, ki ste se priglasili k besedi za vaše komentarje, sugestije, vprašanja. Hvala, da ste se ob tem vremenu odeležili v tako množičnem številu današnjega predavanja. Ponovno budno vabljeni 15. marca na Zvezdarsko 1 v Arhiv Republike Slovenije na predavanje kolegice Karle Pacek, ki bo spregovorila o manj znanih dejstvih iz zgodovine usmiljenih, pa predvsem arhivskem gradivu za raziskovanje njihove zanimive zgodovine, vabljeni k branju arhivalije meseca. V fizičnem obliki jo najdete nad nami v drugem nadstropju arhiva, sicer pa tudi na spletni strani Arhiva Republike Slovenije. Ob tej priložnosti mi dovolite, da se zahvalim Iljani Žilec in pa Ani Pavlič za pomoč pri pripravi današnjega predavanja in nas videnje čez malo več kot 2 tedna. Najlepša hvala.